Spoštovani gospod škof, apostolski administrator, še posebej prisrčno in lepo pozdravljeni v naši stolnici, vaši stolnici, ne samo kot apostolski administrator, ampak 28-letni župnik in veste, kaj je današnji praznik svetega Janeza Krstnika, ki smo ga slovesno obhajali dopoldan in ga na nek način združenega s telovsko procesijo obhajamo tudi sedaj. Tudi vi, gospod škof, in ostali duhovniki, sestre redovnice, člani gibanj naše nadškofije in vsi drugi, še posebej nekaj izbranih prvoobhajencev, ki ste si vzeli čas, že drugič danes, lepo pozdravljeni tukaj v stolnici, ki danes kar veliko priložnosti slavi svoj praznik. Obhajamo zunanjo slovesnost telovskega praznika, obhajamo srečanje gibanj naše nadškofije in seveda obhajamo god njega, ki je naš zavetnik Janeza Krstnika. Zato nam vsem skupaj želim, da bi bilo to resnično blagoslovljeno srečanje pri tej sveti Evharistiji. Vsi skupaj lepo pozdravljeni. K Bogu vodi mnogo poti, nekatera so daljša, nekatera krajše, nekatere so težje, nekatere lažje. Po drugem Vatikanskem koncilu je v cerkvi začelo vrenje. Sveti duh je v polnosti deloval. Iz tega vrenja so išla oziroma se rodila različna gibanja, poti, karizme, ki so pljusknile tudi v slovensko cerkev, tudi v mariborsko nadškofijo. O teh karizmah in gibanjih smo slišali malo prej. Smisel oziroma poslanstvo vseh teh gibanj in poti je samo eno: srečati Jezusa in z njim skupaj hoditi skozi življenje. Zato danes, ko stopamo v sveto daritev, se Bogu zahvalimo za to izlitje svetega duha, ki je v tako veliki meri doseglo marsikoga in mu spremenilo življenje. Mislim, da so potrebni zahvale tudi duhovniki, župniki, ki so sprejeli naše skupnosti v župnijah, ki nam stojijo ob strani, nas vodijo in nam pomagajo. Z nami je naš zavetnik, sveti Janez Krstnik. Tudi pri tej sveti maši nas bo spomnil lepe javne Božje, ki objemlje grehe sveta, tudi moje in tvoje grehe. Težava nastane, če mislimo, da nimamo grehe.
Vsemogočni Bog, svetega Janeza Krstnika si poklical, da bi tvoje ljudstvo dobro pripravil na prihod odrešenika. Podeli vsem narodom radost odrešenja in vodi svoje verne po poti miru in zveličanja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekoma. Berilo iz knjige preroka Izaija. Poslušajte me, otoki, pazite ljudstva v daljavi. Gospod me je poklical ob rojstvu in mi dal ime že v materinem naročju. Napravil je moja usta, kakor oster meč. Zakril me je senco svoje roke, naredil me za gladko puščico, me skril v svojem tulu. Rekel mi je: moj služabnik si Izrael, ki se bom tebi poveličal. Jaz pa sem si rekel: za manj sem se trudil, za nič in brez koristi sem potratil svojo moč. Toda pri Gospodu je moja pravica in pri mojem Bogu moje plačilo. Zdaj pa govori Gospod, ki me je ob rojstvu upodobil za svojega služabnika, da nazaj privedem Jakoba k njemu, da zberem Izraela za njega. Počaščen sem bil v Gospodovih očeh in moj Bog je bil moja moč. Rekel je torej: premalo je, da si moj služabnik, da povzdigneš Jakobove rodove in nazaj privedeš Izraelove rešence. Zato te postavim za luč poganskim narodom, da boš moje zveličanje do konca zemlje. To je Božja beseda. Berilo iz apostolskih del.
Tiste dni je Pavel rekel: Bog je našim očetom za kralja obudil Davida, o katerem je tudi pričal. Našel sem Davida, Jesejevega sina, moža po svojem srcu, ki bo izpolnjeval vse moje želje. Iz njegovega rodu je Bog poslal Izraelu odrešenika Jezusa, kakor je bil obljubil. Prej, pred njegovim prihodom, pa je oznanil Janez vsemu izraelskemu ljudstvu krst pokore. Ko je Janez končeval svoje življenje, je govoril: Nisem tisti, za kogar me imate, a glejte, za menoj prihaja ta, ki mu nisem vreden odvezati obuvala z nog. Možje, bratje, sinovi Abrahamovega rodu in kar je bogaboječih med vami, nam je poslana beseda odrešenja. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Elizabeti se je dopolnil čas poroda, rodila je sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. 8. dan so prišli dete obrezat. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija, toda njegova mati je spregovorila in rekla: nikakor, temveč Janez mu bo ime. Oni so ji rekli: nikoga ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime. Znameni so spraševali njegovega očeta, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal: Janez je njegovo ime. In vsi so se začudili. Njemu pa so se takoj razvezala usta in jezik in je spet govoril ter slavil Boga. Vse njegove sosede je obšel strah in po vsem judejskem gričevju se je govorilo o vseh teh rečih. In vsi, ki so zanje slišali, so se jih vtisnili v srce in govorili: kaj neki bo iz tega otroka? Gospodova roka je bila namreč z njim. Otrok pa je rastel in se krepil v duhu in živel je v puščavi do dne,
ko je nastopil pred Izraelom. To je Kristusov evangelij. Spoštovani gospod škof, starosta škofov in duhovnikov v Cerkvi na Slovenskem, dragi sobratje duhovniki, oba kanonika, skupaj z gospodom stolnim župnikom in gospodom Bernardom Gršakom in vsi drugi sobratje duhovniki, dragi verniki župnije, stolne župnije svetega Janeza Krstnika, posebej spoštovane sestre redovnice in na poseben način spoštovani in prisrčno pozdravljeni predstavniki duhovnih gibanj in različnih karizmatičnih skupin naše nadškofije. Pevke in pevci na koru, ki ste, mislim, danes že drugič na koru, posebej zahvala, in vsi drugi sodelavci in sodelavke. Mislim, da ni treba posebej naglašati, da sem kar prijetno vznemirjen in je to zame velik božji dar, da sem lahko z vami, saj, kot je že rekel moj naslednik, stolni župnik Marko, ni mogoče kar tako črtati 35 let dušno-pastirskega delovanja, od tega 28 let tukaj v stolnici. In to je seveda zame velik božji dar in vedno nov navdih, posebej, ko vas vidim danes, ko je to obhajanje tako bogato oblikovano in nocoj še obogateno z vašo navzočnostjo, dragi nosilci in nosilke karizmatičnega, molitvenega, duhovnega, kakorkoli bi že rekli, dogajanja v naši škofiji in Cerkvi na Slovenskem. In to je odgovor na naša mnoga vprašanja, ki se nam seveda postavljajo. In nam ga je postavila Božja beseda današnjega praznika, mogoče kar današnji evangelij, saj vsi vemo, pa vendar najboljše bi to povedal gospod škof, zakaj je bilo toliko problemov ob rojstvu Janeza Krstnika, tudi z njegovim imenom, kako se bo imenoval, saj že vsi vemo, pa vendar. Sorodniki so rekli, se razume, po izročilu, očetovo ime, Zaharija. Mati Elizabeta pa ne, nikakor, ne. In njena še ni obveljala, pa so pominili očetu, naj on napiše, še vedno ni spregovoril, ker ni zaupal, je on imel in tudi on je napisal Janez v njegovo ime in vemo, da to ime hebrejsko pomeni Bog je usmiljen. Bog razadeva svoje usmiljenje in ga bo razadeval po Jezusu Kristusu, ki mu bo pot pripravljal ta deček, ta novorojenec, ta Janez Krstnik. In zato bo tudi njegovo ime ostanilo njegovo poslanstvo. Seveda bi se dalo še kaj dodati. In ob tem izjemnem dogajanju, ko smo bili prej zbrani v molitvi in poslušali ta pričevanja predstavnikov teh duhovnih gibanj, lahko mi pastirji samo hvalimo Gospoda, da ste tu in da imamo take pričevalce. Jasno, poti je veliko, kot je rekel predstavnik, poti je veliko. Danes in jih je bilo tudi v zgodovini. Različna gibanja so bila vedno, v pozitivnem in čas tudi negativnem smislu. Samo imena so bila drugačna.
Navadno se imenovali tam v srednjem veku in pozneje bratovščine. Še danes imamo tudi veliko raznih bratovščin, bi lahko kar naštevali, posebej tudi prek Prekmurju, tudi pri nas. Dovolite, da spomnim samo eno, Slomškovo bratovščino, apostolstvo svetega Cirila in Metoda, ki tudi sodobna gibanja navdihuje, kajti Slomšek je že globoko čutil Jezusove besede. Potem vas bodo spoznali, da ste moji učenci, če se ljubite med seboj. Pa ne samo med seboj, ampak tudi čez ograjo, tako zvano ograjo, ki smo mi naredili, seveda, vsi bratje po veri, kristjani, katoličani, evangeličani, pravoslavni, Slomšek, 1851 in še marsikaj drugega. Tako da smo lahko veseli in Bogu hvaležni za ta znamenja delovanja Svetega Duha in Božje milosti v vseh časih in tudi in zlasti v našem času. Janez je znan po svojem pričevanju oziroma po svoji jasni besedi, s katero je oznanjal Jezusov prihod in pripravljal njegovo pot. Ko je govoril v judovski puščavi, pripravite pot Gospodovo, izravnajte njegove steze, vsak hrib naj se zniža in dolina naj se izpolni, da bo človeštvo videlo Božje zveličanje, se pravi, da bo lahko prišel odrešenik k vam. In zdi se, da ste prav vi nosilci duhovnih gibanj in prenove vseh različnih poti, kakor pač veleva Božji duh, da uresničujete to naročilo Janeza Krstnika in pripravljate pot Gospodovo. Hvala vam. In naj vas Bog blagoslavlja in Božji duh navdihuje in prežarja, kajti velike so naloge cerkve v naši domovini. In kako potrebna je ta duhovna sredina in bližina, vaša molitev, vaša žrtev, vaše pričevanje. Posebej smo danes in v teh dneh z našimi novomašniki, ki začenjajo duhovne vaje nocoj na Sveti Gori pri Gorici. In danes teden bodo rekli svoj da. Tukaj sem, obljubim, hočem za teboj. Ampak, saj veste, in pričevalci prej ste izpovedali, kako krhka je naša človeška narava in pripravljenost stati vedno za temi besedami. Naj jih podpira moja in tvoja in naša molitev, te, ki so že krenili po tej poti in tiste, ki jih Gospod kliče. In zahvala duhovnemu centru oziroma molitveni zvezi za duhovne poklice Mariborske nadškofije, da nas vse skupaj malo drami, da je izredno pomembna ta razsežnost naša molitev za nove duhovne poklice. In za Božji blagoslov naši domovini, ki se tudi otepa z mnogimi problemi in težavami, kakor vsi dobro vemo. In danes se praznovanju zavetnika Janeza Krstnika, kar me malo mika se spomniti na različne podobe tega našega zavetnika v naši stolnici, tu zgoraj, pa tu za menoj, pa tule na oltarju, pa tam 300-letna podoba prav današnjega evangelija na 10 slikah, kornih klopeh, pa spet na velikem oltarju zgoraj na vrhu, vedno znova Janez Krstnik. Ja, in Bog daj, da bomo
res hodili po njegovih stopinjah. Danes smo tudi povabljeni, na novo povabljeni, ko bomo na koncu počastili Gospoda, ki je med nami v skrivnosti svete Evharistije, in smo to storili že pred sveto mašo. In se ob tej priložnosti zahvalim vam, nosilcem te duhovne prenove, da je v tem dogajanju, v teh gibanjih zelo prisotna želja po biti blizu Gospodu, tudi in zlasti v češčenju Najsvetejšega, ki je vedno znova želja, da bi bili z Jezusom, da bi vstopili v njegovo velikonočno skrivnost trpljenja, smrti in vstajanja. In vsi pričevalci ste se tega dotaknili, da ne gre brez tega. In Bog daj, da bi vam mnogi sledili v tej poti. In to molitev pred Najsvetejšim rojeva potem tisto pripravljenost, ki se potem uresničuje zunaj cerkve, ko gremo domov v vsakdanje okoliščine življenja. Tu se potem preverja. Tudi danes bomo šli ven, kakor je to običaj na praznik svetega rešnega telesa. In hvala Bogu se tudi pomen teh evharističnih procesij nekako vrača pri nas in tudi drugod po svetu. Ker to ni, vsi dobro vemo, razkazovanje, kakor bi nekateri radi to učitali. Ne. To je izpoved vere, da je Gospod z nami tudi zunaj. Lahko je biti kristjan tu v zavetju stolnice, zunaj, tam bodi, tudi pričevalec. In Gospod gre z nami tudi, ne samo pred stolnico, lahko tudi malo dlje, po ulicah in vaseh in trgih in livadah, skratka v sredi življenja. In ta evharistična procesija ima v svoji polnosti 4 postaje, 4 evangelije, kjer se oznanja evangelij, in to je izredno pomembno, in kjer tudi prosimo za Božji blagoslov. Nebeški blagoslov naj blagoslavlja, varuje in ohranja ta kraj in vse, ki v njem prebivajo. To je ogromno poslanstvo cerkve in nas, učencev Jezusa Kristusa in nosilcev različnih duhovnih gibanj in prenove, da smo tisti, ki prosimo za ta Božji blagoslov, ki naj se razliva na naš svet, na našo domovino, na narode sveta. In to je ta apostolat, in to je to poslanstvo, ki nam ga je zaupal sam Jezus. Pojdite in učite se narodem, ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Naša naloga pa je, da bomo mi z njim. In tudi ta sveta daritev, tudi današnje srečanje pred sveto mašo in po njej, naj nam pomaga na tej poti. Amen. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, ključ od ključi, pravi Bog od pravega Boga,
ustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. Tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici v očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki je oživljen, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril o prerokih in eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, naj se sedaj dviga naša molitev Očetu Vsemogočnemu, ko bomo prosili, da bi bili resnično predhodniki in znanilci Jezusa Kristusa pozorjen pri prošnji našega zavetnika Janeza Krstnika. Nebeški Oče, pred te polagamo naše prošnje za papeža Frančiška, slovenske škofe, duhovnike, redovnike, redovnice, letosne novomašnike, vse laike, ki delajo za Tvojo cerkev. Razli na njih svojega svetega duha, ki jim bo dajal moč in pogum, da bodo nesebično oznanjali evangelij v današnjem svetu in bili vzgled v veri, edinosti, upanju in ljubezni. Prosimo za novo moč v svetem duhu, da bomo njegove priče, da bomo evangelijo oznanili vse povsod, v svetu, v družini, v naših župnijah. Za novo evangelizacijo te prosim, Gospod. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te posebej za našo domovino, za Slovenijo in za vse Slovence, da bi se vsi vrnili k tebi, verni in neverni, in da bi ti deloval prek nas povsod, kjerkoli smo. Prosimo te, usliši nas. Blagoslovljeni so tisti, ki dajo, ne da bi se zapomnili, in prejmejo, ne da bi pozabili, dobri Bog. Prosimo te za vse ljudi po svetu, da bi se med seboj zbližali in si prizadevali za iskren in trajen mir med vsemi verniki vseh ver, da bi živeli kot bratje in otroci istega nebeškega Očeta. Nebeški Oče, Gospod Jezus, prosimo te, da bi vsi, ki se hranimo pri tvoji mizi, bili vzgled, pomoč in luč vsem, posebej mladim, ki še iščejo smisel svojega življenja. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, sprejmi našo molitev, ki naj se dviga k tebi, k nam pa naj prihaja tvoj blagoslov po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, na tvoj oltar prinašamo darove, da slavesno počastimo rojstvo svetega Janeza Krstnika. Napovedal je prihod odrešenika in ko je prišel, ga je predstavil, on, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da te vedno in posod se ti vedno in posod zahvaljujemo in na praznik svetega Janeza Krstnika slavimo tvoja čudovita dela. Med vsemi, ki jih je rodila človeška mati, si ga odlikoval s posebno častjo. Že pred rojstvom se je zradoval bližine odrešenika človeštva in svojim rojstvom mnogim prinesel veselje. Edini izmed prerokov je pokazal na Božje jagnje, ki odjemlje grehe sveta. Jordano je krstil Jezusa, ki je svoji cerkvi podaril zakrament svetega krsta, katerem davi voda moč posvečevanja in se preraja. Zato, združeni z angelskimi zbori, na zemlji pojemo hvalnico in nenehno vzklikamo.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. In pijemo iz kelika, oznanjamo tvoje smrt, Gospod, dokler ne prideš k Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, apostolskim administratorjem Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Janezom Krstnikom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni. In te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Ko je Jezus šel mimo, je sveti Janez Krstnik pokazal naj z besedami: glejte, to je jagnje, jagnje Božje. In nobenen se ni vprašal, kaj to pomeni jagnje. Vsi so vedeli, da je bilo pri proroku Izaiju in Jeremiju, da je bil Jezus napovedan kot jagnje, ki ga peljejo k zakolu. In ko sta slišala to dva učenca, Andrej in tisti, ki je Jezus ljubil, sta šla takoj za Jezusom. In Janez Krstnik
ni nič zameril, ni rekel, ostaneta pri meni. Znal je, pa je pustil, da sta šla za Jezusom. Tudi mi hodimo za Jezusom. Otče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Otče vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus, ti pa nam pošilja Svetega Duha, ki nas uči vsega, kar si nam povedal. Utrdi nas v veri in edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Ena izmed najpomembnejših stvari, ki jih potrebujemo za to, da lahko gradimo mir, je zaupanje. Zaupanje je sploh pomembna stvar v našem življenju. Če je zaupanje, na zaupanju se lahko gradi življenje, odnosi in, kot sem omenil, mir. Pri skavtih imamo 10 skavtskih zapovedi in prva je prav, govori o zaupanju. Skavt si šteje v čas, da si pridobi zaupanje. Torej za skavta je pomembno, da svojim življenjem, svojim vedenjem vliva zaupanje, da lahko ljudje rečejo, tega človeka lahko zaupam. Seveda, kot ljudje smo omejeni, nikoli ne moremo zaupati v človeka tako kot v Boga. In kot skavti, kot krščanski skavti imamo to srečo, da imamo tudi Boga za seboj. V duhu tega iskanja miru in želje po zaupanju si sedaj podajmo roke. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Bog, okrepčal si nas jagnjetovo gustijo, ko z veseljem obhajamo praznik rojstva Janeza Krstnika. Daj, da se bomo vsem srcem oklenili Kristusa, začetnika našega prerojenja, ki ga je on napovedal in s teboj živi in kraljuje vekoma. Tako smo skupaj obhajali to najsvetejšo daritev, danes na praznik, in ko obhajamo kakor smo že celo sveto mašo nekako razmišljali, ta trojno slovesnost. Sedaj pa bomo stopili še pred našo stolnico. Res je, da letos ne bomo šli po mestu, saj se v okviru Lenta že tudi kaj dogaja, pa so mnoge stvari po mestu. A vendarle res povabljeni, da Jezusa pospremimo na prostor pred stolnico, kjer bomo počastili najsvetejše in prejeli blagoslov. Blagoslov na vse 4 strani neba. Potem pa se bomo zahvalno pesmijo zahvalili. Čisto kratko navodilo za procesijo, najprej križ, sveči, potem bo šel zbor, potem ministranti, duhovniki in potem nebo in pod njim najsvetejše. Potem vas pa povabim, stopimo vsi ven in stopimo zunaj skupaj, ne bojmo se Gospoda. Po zahvalni pesmi pa bo sprevod v enakem redu stopil nazaj v stolnico, gospod Škof bo odnesel najsvetejše v tabernakel, mi vsi pa takrat končajmo in zaključimo sklepno pesmijo. Mogoče še čisto kratko oznanilo, saj je pred nami veliko in pomembno dogajanje tega tedna. Najprej za našo župnijo, moram povedati, oratorij, ki ga začnemo jutri. Veliko skrbi še čaka sestra Zdenko in mlade, ampak Gospod blagoslavlja in potem se nimamo česa bati, čeprav včasih ne vemo, kako in kaj. V torek god svetega Janeza Krstnika, jutri zvečer ga bodo počastili otroci z oratorijsko mašo, v torek pa vabim vse sodelavce zvečer. Dopoldan pa bodo tukaj tudi ob sklepu dijaškega leta tudi gimnazijci gimnazije Antona Martina Slomška. Pa naj omenim samo še romanje, ki nas čaka v avgustu, poglejte si v oznanilih, in res lepo povabljeni, kakor je gospod Škof že omenil, v petek zvečer ob 18:30 pričnemo 24-urno češčenje in molitev za duhovne poklice. Gospod Škof se veseli v Celju 2 novomašnikov. Verjamem, da bi z veseljem še isti dan, če bi bilo potrebno, mašniško posvečenje opravil v naši stolnici. A nažalost ga ne bo. Ne škofa, niti mašniškega posvečenja. Zato res lepo povabljeni od petka zvečer do sobote zvečer. Celo noč in cel dan bomo molili in prosili, naj Gospodar žetve pošlje delavcev na svojo žetev. In tudi sedaj prosimo, naj ta blagoslov pride na mlada srca in naj ga sprejmejo.
zapeva. Hvali Svet odrešenika in pastirja zvestega. Hvali duša učenika. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus rekel: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk. In volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje ovce in moje poznajo mene, kakor oče pozna mene in jaz poznam očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda in pastir. Zato me oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega očeta. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Brati in sestre,
Nebeški Oče ve, česa potrebujemo, zato ga zaupno prosimo. Stvarnik nebes in zemlje, prosimo te, blagoslovi naše travnike, gozdove, polja in vinograde, da bodo bogato obrodili. Prosimo te, usliši nas. Bog vsega stvarstva, blagoslovi naše delo v tovarnah in delavnicah in nas vari pred nezgodami. Prosimo te, usliši nas. Gospodar nebes in zemlje, uravnaj naravne sile in vari naše kraje pred točo, sušo, povodnjo, potresi in drugimi nesrečami. Prosimo te, usliši nas. Neskončni Bog, nebesa in zemlja so polna tvoje slave. Pomagaj nam, da bomo cenili sadove zemlje in varovali lepoto narave. Prosimo te, usliši nas. Bog naš Oče, vse, kar nas obdaje, znamenje tvoje ljubezni. Hvala ti za vse, kar nam svoje dobroti daješ. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsega hudega.